ponavadi odgovorite na vprašanje, kako se imaš, ali poveste samo pozitivne misli, ali zmorete govoriti tudi o negativnih, težkih stvareh. Hvala za prvo vprašanje. Najprej, da vas se lepo pozdravim. Odvisno je... Odvisno je, od kdo me vpraša. Če me vpraša nekdo, ki ga ne poznam, odgovorim zelo na splošno. Če je pa to neka oseba, ki mi je blizu, potem pa sem kar odkrita, ja. Tako da tudi negativne stvari. Ampak to je tudi odvisno od tega, kaj se dogaja. Recimo, če srečam to osebo na cesti, ne bom nič kaj dosti povedala, ker nimamo časa. Če pa se drugače vidimo, tako kot z vami, ali pa na kakšni večeri, potem se seveda čisto lepo odkrito pogovarjamo. Hvala vam. Kakšno je bilo vaše otroštvo? Veliko vsebine je bilo, pa bom malo... Ne, to njo vprašate. Kakšno je bilo vaše otroštvo? Moje otroštvo je bilo prečudovito. Moje otroštvo je bilo zelo lepo. Bili smo skupaj, pač moji starši in moj dedek, kot veste iz knjige, a ne. Zelo tesna družina smo bili. Morda to, da smo se večkrat selili kot otroku, mi ni bilo težko, ker takrat kot otrok si pač navezan na starše, a ne. Teže je bilo mogoče pozneje, ampak tisto pa že ni več otroštvo, ampak je že neka puberteta. Tako da moj najljubši prijatelj je bil seveda moj dedek, o katerem komur sem tudi seveda posvetila knjigo. Moji starši so bili, zlasti moj oče, zelo igriv človek. Ko smo bili v vzhodnem Berlinu, smo vsak konec tedna šli na nek izlet ali mogoče v kakšno naravo, ampak ker v vzhodni Nemčiji je bilo seveda tudi in v vzhodnem Berlinu tudi zelo veliko kulture, smo hodili v različne muzeje. Meni se spomnim, kot otrok mi je bil najbolj ljub poštni muzej. Ne spomnim se zakaj, ampak pošta se mi je zdela silno zanimiva. Drugače smo pa hodili tudi zelo veliko na razne predstave, operne in baletne, ki so bile meni zelo, zelo všeč. Doma smo se pa tudi veliko igrali, se pravi z mojimi starši. Šli smo se razne igre, kot recimo slončki, ko smo vsi skupaj hodili po tleh na vseh štirih in smo z eno roko takole krilili. In potem jaz kot najmanjši slonček sem lahko hodila pod večjimi sloni, a ne. To mi je bilo zelo luštno. Drugače smo bili pa kot otroci iz soseščine večinoma zunaj. Le ob slabem vremenu smo bili noter, tako da igrišča so bila naše pribežališče, tudi grmovje okoli igrišča, raznih hula hoop zadeve, kolesa, kotalkanje je bilo zelo, zelo krasno zame. Skratka, zelo smo se podili okrog. Tako, moram reči, da sem imela res čudovito otroštvo. Hvala.
mogoče je bila najprej seveda težava jezika, ampak to se je hitro rešilo, ker jaz nisem znala nemščine, ampak kot Jugoslovan si pač Slovan, a ne? In vzhodno Nemci so bili pač del vzhodnega bloka, kar pomeni, da je Sovjetska zveza bila njihov veliki brat. In čeprav uradno bi ne bil to najbolj zaželjen prijatelj, Nemci jih niso marali. Jaz bi rekla, da večina Nemcev, tudi tisti, ki so bili tovariši, recimo, podzavestno nekako niso bili navdušeni nad Slovani. Kot to, da sem bila pač iz Jugoslavije, ki je imela takrat v mojih časih, v 70-ih letih dovoljenje, da si lahko potoval, je bila pa to neka zavist, ker seveda vzhodno Nemci so smeli potovati v države sovjetskega bloka. Tako da recimo že to, da smo mi smeli iti čez Checkpoint Charlie, ta mejni prehod v zahodni Berlin, je bilo za njih pač prepovedano, a ne? In niso bili navdušeni nad tem, da drugi smejo, oni pa ne. Tako nekako po eni strani potrta žalost, po drugi pa nevoščljivost, recimo. Ali pa tudi mogoče je zdaj to malo preveč huda izjava, mogoče pač kot Nemci, a ne, mogoče še podzavestno so imeli Slovane pač na malo nižjem nivoju. Kaj menite o situaciji v šolstvu pri nas danes? Kako mislite, da je današnje probleme rešujejo drugod? To je pa zdaj težko vprašanje. O sedanjem šolstvu bi pravzaprav malo težko govorila, zaradi tega, ker sama nimam otrok in tudi ne vnukov, tako da direktno ne vem, kako je zdaj v šoli. Ampak, kar malo slišim od prijateljev in sorodnikov in kar pač lastna neka pamet mi veleva, se mi zdi, da je malo hecno, da včasih so imeli 4 ali 6-letno osnovno šolo, pa so znali lepo pisati, a ne? In so znali čitljivo pisati, tudi o čem so še vedeli povedati. Zdaj pa osnovnošolci hodijo v 9-letko, ki meni osebno se zdi malo smešno, zakaj sploh obstoja 9-letka. Mislim, da je 8-letka čisto zadosti osnovne šole. In pišejo tako, da ne more noben prebrati. Redki zelo znajo. Mislim, da so ukinili lepopis, je meni nenavadno. Zelo veliko se učijo, zdaj govorim mogoče za srednjo šolo, o znanosti. Že v mojem času v bistvu smo morali vedeti vse notranjosti človeka, ampak v kulturi, zdaj ne govorim za literaturo ali za jezike, ampak recimo za umetnost ali glasbo je pa zelo malo poskrbljeno. Se mi zdi, da recimo srednja šola, govorimo zdaj recimo specifično za gimnazijo, bi ti morala dati en splošen pregled čez stvari. Ko sem jaz hodila v gimnazijo, smo imeli recimo še 2 leti umetnostne zgodovine, pa 2 leti glasbe. Zdaj, moji sorodniki, ki so v Murski Soboti v gimnaziji, imajo 1 leto umetnosti, kar pomeni 1 leto umetnostne zgodovine in glasbe. To pomeni pol leta eno ali drugo. To je dosti premalo in potem glavnih skladateljev ali glavnih slikarjev sploh ne vejo za njih. Tudi obdobja, recimo barok pa romantika, nimajo pojma, kje je časovno, kaj je prej in kaj je pozneje. Se pravi, se mi zdi, da ni nujno, da je daljše šolanje boljše.
To je glavno. Kar se pa tiče drugega dela vprašanja glede, kako je, če smem še enkrat pogledati, drugi del vprašanja je bil, a ne, tole je bilo, nič hudega. Kako mislite, da današnje probleme rešujejo drugod? To pa bi res težko odgovorila, ker ne spremljam, kako je v šoli, razen kot se sliši, malo tako od prijateljev. Recimo v vzhodni Nemčiji imam tudi primere 2 učbenikov iz vzhodnega Berlina, ko sem jaz hodila tam v šolo. Mislim, da so odlični. Zdaj pa moji prijatelji nemški pravijo, da njihovo šolstvo ni več dobro. Da se tudi otroci ne naučijo, kar bi se pač morali. Ja, tako. Imeli ste izredno srečo, da ste živeli z dedkom. In kot deklica ste bili precej živahni in navezani na dedka, ki je bil pri vas vedno v ospredju. Zakaj ste se odločili, da ga boste obiskali, ko se je moral iz Berlina sam vrniti v Ljubljano? Kako ste organizirali ta potep? Ja, z dedkom sem se imela zelo, zelo rada. Iz Berlina se ni vrnil sam, iz Berlina se je vrnil z nami skupaj. Mi smo ga peljali, ko smo šli poleti na počitnice. To je bilo 1 leto potem, ko smo bili tam, oziroma pol leta potem, ko smo bili tam. Tako da za božične počitnice, novoletne, smo se skupaj peljali domov. Takrat je prvič bil pač v domu za ostarele. Kako sem potem se odločila? No, moje življenje je bilo vedno do takrat skupaj z dedkom. Tako da meni ni bilo predstavljivo, da bi bili mi ena družina brez dedka. To mi nekako ni šlo skupaj. In potem en dan se mi je posvetilo, da drugi otroci nimajo tega privilegija ali tega, da lahko pač dedek ali babica stanuje z njim in drugi pač obiskujejo svoje stare starše. Tako da sem se odločila, če drugi obiskujejo, bom pa tudi jaz. To je bilo zelo enostavna ideja. No in potem, pač ker starši niso imeli namena iti tako kmalu spet v Jugoslavijo, ker bi šli šele čez pol leta, sem se jaz odločila, da pač jaz grem pa že prej, ker jaz pa pol leta ne bom čakala, da bom dedka videla. In takrat sem to povedala staršem in starši so, oziroma zlasti oče, mama je bila mogoče malo bolj realna, oče začel pomagati pri vsem, kar je potrebno, da greš na pot. In potem smo skupaj izdelali potne liste, moji starši, zlasti moj oče, moja nemška prijateljica Anja. Sami so pa potem z Anjo pripravili tisto culo, vodo smo rabili, no in mogoče vam zdaj pokažem tisto flaško, tisto stekleničko, ki so jo imeli na pot. To pravzaprav ni ista steklenička, je pa enaka. In sicer, takole izgleda. Ja. To je kozarček, z zamaškom, potem si natočiš. Ampak kot ste prebrali v knjigi, takrat, ko naj je policija odpeljala, je ta pokrovček padel pod avto, tako da sem imela potem stekleničko brez pokrovčka in po tej zgodbi so mi starši kupili novo posodico. Tega se sicer nisem se spomnila tega, ampak ko sva z Zariko govorili o tej knjigi in vsebini, sem šla na podstrešje in preiskala, kaj bi lahko bilo tu še iz vzhodne Nemčije. Takrat sem to stekleničko našla in me je zelo presenetilo. Za hrano sva pa seveda kot
kot ravno kar 8-letnici izbrali sladkarije, ker seveda to je nujno potrebno, a ne? Tako da smo ene kekse kupili in neke čokoladne take kroglice z belimi takimi pipcami gor, ampak to je tudi pomenilo, da je denar, ki ga je bilo 55 vzhodno-nemških mark, zelo hitro pošlo, ker od tistih 55 markah je pri prvem nakupu te sladkarije 10 mark že šlo. Tako da s sabo smo imeli v bistvu ponarejene oziroma nove potne liste, to stekleničko, to hrano sladko, in 55 oziroma zelo kmalu 45 mark, vse v tisti culici. Kdo ima številko 5? Kako ste se počutili, ko sta s prijateljico Anjo šli iz Nemčije v Ljubljano? Pa kaj ste mislili, ko so vas dobili policisti? V bistvu mislim, da si Anja verjetno več mislila kot jaz, ker ona je vedela, da ne bo prišla v Ljubljano. Ker kot vzhodno Nemka ni smela v to državo, Jugoslavija. Jaz pa takrat sicer sem nekako to vedela, ampak navdušenje nad dedkom in obisk pri njemu mi je to znanje nekako izbrisalo. In sem bila presenečena, ko nisva mogla potovati, ko ni bilo vlaka za Jugoslavijo, za nobenega kraja tam. To je bilo prvi del vprašanja, kaj sva si mislili. Bili smo čisto navdušeni, bilo je tako, zelo so bili vzhičeni. To je bil res tak projekt velik, Zgleda pa, da naju noben ni kaj dosti resno jemal. Bili smo še tako majhni, da so vsi mislili, da je to igra. Mogoče edino moja mama, ki je bolj prizemljena, ko je naju videla s tisto culo, sva takoj videli, da to ni dobro in sva hitro šli stran od mame, sam se poslovili od nje. Tako da glavno je bilo v glavi z moje strani navdušenje. Z Anjine bi pa morala pravzaprav vprašati, kaj si ona takrat mislila. Anja bom pa zdaj že v manj kot enem tednu videla, tako da jo bom takrat vprašala. Drugi del vprašanja pa je bil, ste rekli... Ko ste mislili, ko ste bili pri policiji? Pri policiji, ja. Na kaj takega, da bi naju zavzela policija, nekako sploh prej nismo pomislili in v bistvu za naju, nama je bilo sicer grozljivo, da zdaj smo pa pravzaprav midve kriminalki, Zdaj so pa tisti te grozni ljudje, ki grejo v zapor, ampak še bolj sem se ustrašila, ko mi je postajalo jasno, da mi pravzaprav ne bi smeli iti, oziroma vsaj Anja ne, iz vzhodnega Berlina in da verjetno res ni dobro, da tako mali otroci niso skupaj starši po noči, da bojo najni starši imeli velike težave zaradi tega. Tako mogoče nekaj odgovorim, kar ni v vprašanju, ampak je zanimivo morda. Ko sem najprej začela pisati to knjigo v nemškem jeziku, sem Anjo prosila, da bi z mano sodelovala. In ko sem jo vprašala, če bi sodelovala, je bila strašna tišina na drugem strani telefona in je rekla, absolutno ne. To me je zelo presenetilo in v bistvu mi je s tem nekako nisem imela več energije za to knjigo, ampak sem jo potem le napisala nekaj let pozneje. In takrat, v bistvu, se pravi, ko so bili že stari skoraj da 50, sem zvedela zakaj, ker mi z Anjo v otroštvu nikoli potem nismo več govorili o tej dogodivščini pobegu.
Potem sem pa zvedela, kaj se je dogajalo pri njih doma naslednji dan, oziroma že po noči. Mama njena je seveda zelo jokala, ker se je tudi zelo zavedala, kaj bi se lahko zgodilo. In ko smo midve prišli v Strausberg, tam je bila namreč tudi ena kasarna sovjetskih vojakov, ki je bila zelo zastražena, tega midve takrat seveda nismo vedeli. So bili okoli tudi minska polja, tega tudi starši najni in Anini niso vedeli, ker niso vedeli, kje sva. Ampak njeni starši, tudi moji, so se zelo zavedali, da so minska polja okoli Berlina in tudi sredi Berlina, pri Berlinskem zidu. Torej, da smo prišli živi nazaj, je bilo sploh res odlično. Ampak skratka, naslednji dan so starši sploh niso več spregovorili z Anjo. In en teden so imeli čisto tišino v hiši in potem je Anjin starejši brat Miha Grozni Ani rekel, da mogoče bi bilo pa dobro, da bi se opravičila staršem. In to je potem tudi storila in potem so spet z njo govorili. Skratka, za Anjo je bilo to tisti teden zelo, zelo hud. Zame je bilo hudo samo to, da me oče politi našeškal, kar je bilo, mislim, da edinkrat v življenju, da me je, ne, še enkrat me je potem pozneje, ampak za Anjo je bilo pa to res traumatično. Ona se je tudi zavedala, da bi lahko njeni starši v službi imeli težave, česar jaz sploh nisem pomislila na to. Tako da, ja, policija je bila kar huda stvar za naju takrat. Kaj je pa delo oče? Moj oče je bil predstavnik podjetja Metalka. Se pravi, je v vzhodni Nemčiji bil zastopnik Metalke. Ne, točka je čisto na koncu. Aha, na koncu. Je zadnja prišla, pa imamo naprej. Številka 6. Da je da imeli vi. Aha, 7. Ja, zakaj se je časoma vaš odnos z detkom precej spremenil? Najprej ste bili nanj strašno navezani, pozneje ste z njim manj družili in šli po svoje. Kako menite, da se je počutil, ko je moral v domu? Ja, to je pa eno del mojega življenja, ki tistih pol leta, oziroma niti ne pol leta. Dedek je šel z januarjem v dom, konec maja pa potem nazaj prišel v Berlin. Se pravi, v tistih manj kot 5 mesecih sem se jaz zelo spremenila. Prvič, ker njega več ni bilo, zelo sem ga pogrešala, potem, ko ta izlet oziroma obisk pri njemu ni bil izveden, sem se vdala v usodo, da dedka pač ne bom videla, dokler ne pride do nas. Mogoče sem zaradi tega podzavestno se bolj začela družiti s prijatelji, tudi v bistvu malo dlje časa je minilo, odkar smo prišli iz Jugoslavije, zdaj sem imela tam prijatelje, mogoče tudi, ker sem bila zdaj že malo starejša, nisem bila več 7 ali 6, ampak sem bila zdaj že 8. Skratka, začela sem se igrati z drugimi otroki in mi je bila to prioriteta. Takrat sem jaz sicer čutila, da ga prizadenem s tem, da grem raje ven se igrati z drugimi, ampak enostavno ne vem, ali je otroška duša taka, da je mogoče malo egoistična, želiš tisto, kar si ti želiš, nekako nimaš toliko, mogoče zdaj govorimo dosti o sočutju, kako otroci nimajo sočutja,
Tudi jaz, sicer sem ga imela, ampak vseeno mi je bilo bolj važno, da dobim to, kar hočem. In to je bilo, da sem s svojimi prijatelji. To mislim, da ste me vprašali, ne? Je bil še drugi del? Kako menite, da se je počutil, ko je moral v dom? Po mojem se je počutil zelo mu je bilo težko. To, da gre v dom, je bil zame velik šok, zaradi tega, ker meni so to povedali tik preden je šel v dom. Moj dedek je pa to vedel že pol leta prej. Zaradi tega, ker je on seveda vedel, da pokojnine ne bo dobil, če ni v Jugoslaviji vsaj pol leta. Tako da mogoče se je že navadil na idejo, da bo šel v dom in gotovo mu je bilo zelo težko. Moj dedek je bil pač vedno nekak krepak moški do proti, že ko smo bili v Berlinu, sem sicer opazila, da ni več tako, kot ko sem bila manjša. Ampak vseeno mislim, da je to morda še v tistih časih bilo več starejših ljudi še doma, da so ljudje mlajši skrbeli za svoje ostarele. Tako da je bilo zanj to gotovo zelo velika muka. Tudi ko je prišel v dom, to sem zdaj izvedela od sorodnikov, ki so ga obiskovali med tem časom, ko smo bili v Berlinu, in so rekli, da je imel tudi nekoga, ki je bil zelo, zelo dementen v sobi, tako da je kar težko, ker on ni imel teh znakov. Imel je sicer več možganskih kapi, skoraj vsak dan, ampak majhnih, in tako da je bilo težko biti v isti sobi s tem njegovim sostanovalcem. Mislim, da mu je bilo zelo težko. Zlasti mu je bilo gotovo izredno težko takrat, ko smo prišli skupaj iz Berlina, maja, oziroma potem junija, in smo hoteli skupaj na počitnice, in dedek je vedno šel z nami, in takrat je pač v domu so rekli, da če gre iz doma, nima več sobe, in takrat ni mogel z nami. To je bilo gotovo zelo grozno. Po mojem najbolj grozno zanj je bilo pa potem, ko je rekel, da ne odidemo nazaj v Berlin, in se je zavedal, on se je zavedal, da res ne bo več dolgo živel, Mi smo pa morali iti, Jaz sem bilo da slišali. Imate še stike s prijateljico Anjo? Ja, imam še stike s prijateljico Anjo. Saj na koncu knjige piše, da ji obljubim, da pridem nazaj. To obljubo sem potem držala, sicer z enoletno zamudo. Vmes smo si ves čas pisali, imam doma celo škatlo njenih pisem. Midve sva si, ko sva bili otroka, tudi obljubili, da če bova imeli hčerke, jo bova poimenovala drugi po druge. Ona ima 2 hčerki, jaz pa nimam nobenih otrok, tako da jaz nimam nobene male Anje, ima pa ona malo Ksenjo. No, ta mala Ksenja se naslednjo soboto poroči, tako da grem tudi v četrtek letim k Anji in potem bomo skupaj na poroki, potem pa Anja pride z mano v Slovenijo. Tako da tudi je Anja bila lani, ko je knjiga izšla, tudi prisotna na predstavitev knjige na novinarski konferenci in sem bila zelo, zelo vesela, da je bila z mano, ker v bistvu je ta knjiga najina knjiga, pravzaprav. In da je bila pripravljena, čeprav tudi ona ima zelo veliko tremo, je na tej predstavitvi zvečer tudi zapela eno nemško ljudsko pesem in kot rečeno, ona ima čudovit posluh in krasen glas, tako da to je bil, mislim, da na predstavitvi moje knjige najboljša točka tistega večera. Tako da ja, imamo še stike. To krasne, ja. Kako ste se znašli kasneje v življenju? Kje ste živeli in kako ste prišli do službe?
Ne morem reči, da sem v vzhodnem Berlinu imela domotožja. Imela sem v bistvu domotožje po dedku, njega sem pogrešala. Seveda sem tudi pogrešala babico, ki je bila v Prekmurju, ampak nekako si majhen otrok, pač ti je družina najbolj pomembna. To so najbolj pomembni seveda starši, bratje in sestre, če jih imaš, jaz jih pač nimam. Se pravi, vrnili smo se po koncu mojega koncu 6. razreda. Po prvem letniku gimnazije je pa oče dobil ponudbo, da bi šel v München kot predstavnik enega podjetja. Mislim, da Gorenje, ampak nisem prepričana. In takrat sem jaz očetu rekla, da če bomo mi šli v München, bom jaz pobegnila in tokrat me ne bojo dobili. In sem že imela cel plan izveden z svojim polbratrancem, ki je vodovodni inštalater iz Celja, ki je pa imel podjetje registrirano na Hrvaškem, da bom jaz pri njemu tam na Hrvaškem. In starši nikoli ne bi pomislili na to. In zakaj nisem hotela iti v München? Mogoče prav zato, kar ste me prej vprašali, odnos Nemcev do Jugoslovanov. Rekla sem si, da nikoli nočem več živeti v Nemčiji. Sicer sem si tudi rekla, nikoli več ne hočem živeti nikjer drugje, kot doma. Ampak tako da potem oče, ki je že poznal moje načrte iz vzhodne Nemčije takrat, tega prvega pobega, je na podlagi tega odločil se, da ne bomo šli v München. Tako da nismo šli v München, smo šli pa naslednje leto v Chicago, v ZDA. Jaz nisem hotela iti, ampak takrat je puberteta že na veliko delovala, in moji sošolci v Ljubljani so rekli, pa kaj, ne boš šla v Ameriko, pa ti si zmešana, pa samo za 1 leto je, pa pojdi, pa ne boš pa vse povedala, kako je. No, skratka, so me nekako navdušili, da to ne bo tako grozno. In sem potem privolila, tako da, ko sem bila stara 16 let, smo se selili v Ameriko. To je bil zame kar velik šok, ne zaradi Amerike same, ampak zaradi šolanja, ker oče, ki pa se sploh ni spoznal na Ameriko, je od prejšnjega predstavnika Metalke slišal, kako nevaren je Chicago, in seveda, to vsi vemo, gangster, tam so gangsterji, pa taki v 30 letih bilo. Tisto leto je tam strmoglavilo en avion in tisto leto so odkrili nekega serijskega morilca. Skratka, oče se je odločil, da me da v eno srednjo šolo, eno gimnazijo, ki je samo dekliška. In meni se je to zdelo tako grozno, biti samo z dekleti, pri 16 letih te res malo meče. No, tako da sem kar nekaj časa jokala, ampak sem se spravila skupaj in tisto gimnazijo naredila. Je bilo pa tudi tako, da seveda potem so očetu podaljšali pogodbo, pa še podaljšali. Ko sem po gimnaziji se hotela vpisati na Ljubljansko univerzo, mi niso srednje šole ameriške priznali, zato ker Ameriki ne obstoja matura. Oziroma, mi smo mislili, da ne obstoja matura, to je še druga zgodba. Skratka, sem se vpisala na ameriško univerzo v Chicagu in mislila sem se prepisati čez pol leta, ampak univerza mi je bila pa tako krasno super, da sem potem ostala tam in sem študirala računalništvo, pa stranska predmeta iz angleščine in psihologije. Tako da kot računalničar, ki je končal z magisterijem leta 86, ni bilo nobene težave dobiti službo. Tako da sem potem sklenila, da bom pa jaz še malo v Ameriki ostala, da bom dobila nekaj izkušnje in se potem vrnila. No, to potem je bilo kar nekaj let pozneje, tako da sem bila stara, čakajte, koliko sem bila stara, 35, ko sem se vrnila v takrat že Slovenijo, ampak hec je v tem, da sem na poti domov se ustavila pri Ani
v Nemčiji, ki vmes ni več živela v Berlinu, ampak blizu Kölna. In šli smo skupaj seveda obujati spomine v Berlin in stanovali smo pri njenem bratu. Ta njen brat ni ta Miha Grozni, ampak tiste manjši brat, ki sem mu knjigico, ki mu je Anja knjige brala. No in tam se je nekaj začelo dogajati in skratka, to je bil moj mož potem. Anjin brat je bil moj mož. In sva sicer zdaj ločena, ampak sva še vedno prijatelja, ker to je pač družinska zadeva. V bistvu Anjina družina pa moja družina skoraj eno in isto. No in tako da sem potem delala v Sloveniji kot projektni vodja v računalništvu. Potem mi je bilo pa tega nekako zadosti, te računalniške zadeve. Sem našla eno šolo v Ljubljani, ki je bila mednarodna, ameriška in sem potem delala na tej šoli. Potem po nekaj letih sem pa sklenila, da bi pa si želela delati, kar sem želela že v puberteti. In to je bil turistični vodnik. Tako da sem potem naredila ta izpit in sem potem zdaj 5 let delala kot turistični vodnik. Zdaj pa pisateljujem. Pišem v bistvu zdaj družinsko kroniko. Ja. V romanu ste napisali, da ste staršem obljubili, da jih nikoli ne boste dali v dom. Vam je uspelo obljubo izpolniti? Ja, to sem obljubila. Zaenkrat to drži. Moj oče je žal pokojni. Pri 78 je dobil diagnozo raka na prostati, ki se je razširila na jetra in je 2014 umrl. Tudi ni bil v bolnici, mami in jaz sva skrbela zanj doma, tako da je umrl v bistvu doma. To je bila ena 7-tedenska intenzivna izkušnja, ki sem vesela, da smo jo skupaj preživeli, bila je pa zelo težka, ker moram reči, da je res težko dvema osebama skrbeti za enega, ki je umirajoči, ker zadnjih 7 tednov ni več jedel. No tako, to je kar se očeta tiče, kar se moje mami tiče. Živiva skupaj z mamo, sem se preselila nazaj k njej pred zdaj 8 leti. Mami je zdaj stara 88,5. Bila je super do 7. januarja letos, ko se je pred hišo spotaknila in padla. Ampak se je pozdravila potem, ampak zaradi poškodb, ki jih je imela, je bila pravzaprav skoraj 4 mesece v postelji, vretenca se je zlomila. Tako da zdaj sicer hodi in vse, tudi kuha ona, kar sem zelo hvaležna, ker kuhanje ni moja najboljše pravilo. No, kakorkoli, ja, z nami sva skupaj v hiši, je pa zdaj dosti bolj počasna. Tako da zaenkrat še držim to obljubo in upam, da se bojo stvari tako odvijale, da jo bom lahko do konca njenega življenja. Ja, tako. Hvala lepa. Prosim. Kaj menite, kakšen odnos imajo danes mlade do starejših ljudi? Morda je to zelo odvisno od kakšno odraščanje imajo. Recimo, če živijo tako, kot smo mi živeli, da smo bili skupaj z dedkom, ali pa če so stari starši v bližini in se pogosto vidijo, potem mislim, da je to njim čisto normalno, da je tako. Recimo, od mame sorodniki živijo vsi skupaj v eni hiši, dedek in zdaj že vnukinja in vse. Ampak
za druge v bistvu težko odgovorim, ker če pogledam svoje prijatelje in njihove otroke, nekateri, bi rekla, večina teh mladih, zdaj so recimo stari okrog 20, imajo zelo spoštljiv in ljubeč odnos do svojih staršev. Zdaj, to je pa seveda tudi, jaz poznam pač določene ljudi, mislim pa, da glede na, zdaj ne vem, a se to tiče zaradi starejših, ampak nasplošno vidimo tale sodoben svet, internet, jaz kot računalničar, to me tudi zelo zanima, kako to se sociali deluje. Mislim, da nekateri mogoče so res preveč zasvojeni s tem in tako kot sem bila jaz majhna, si želijo tisto, kar si sami želijo, ne morejo pomisliti, se ne morejo živeti ali pa potlačijo to v sebi, da bi se živeli v čustva drugega. Tako da, ja. Kakšno je danes vaše mnenje o domovih za starejše? O tem pa imam mnenje. Redno obiskujem eno staro gospo oziroma z mami, jo skupaj obiskujeva, ki je zdaj stara, bo kar 101 leto stara. To je v bistvu prijateljica še iz otroštva mojega očeta, skupaj so živeli v Mariboru v isti zgradbi. V Mariboru je ta dom, Danica Vogrinec. Mislim, da zelo lepo skrbijo za to gospo, zelo lepo skrbijo za to gospo. Vem pa, da se pritožuje nad hrano, da ni dobro, zdaj ne vem, kakšne so vaše občutki oziroma mišljenja glede hrane. Se pravi, mislim, da bi mogoče hrana bila ena stvar, ki bi mogoče lahko bila boljša ali kaj, ampak po drugi strani mi je grozljivo to, da primanjkuje negovalcev, in kar je čisto normalno, ker jih primanjkuje zato, ker jih nič ne plačajo. In mislim, da bi morali potrojiti plačo, kar lepo potrojiti, bi več ljudi začelo to delati. Smešno se mi zdi, da po celi Sloveniji gradijo domove, kar je sicer odlično, ampak ne vem, kdo bo tam delal. Tako da mislim, da bi vlada morala resno spremeniti odnos do ljudi, ki delajo v domu, in bi s tem tudi začelo se vse skupaj spremenjati. V knjigi pišete tudi o tem, kakšna je bila šola v vzhodnem Berlinu. Jo lahko primerjate s slovenskimi šolami v tistem času? Mislim, pravzaprav bi jih lahko primerjala. Mislim, da so bile šole zelo dobre šole, so imele pa to, da so bile pač v komunističnih državah, malo en tak dodaten prizvok. Recimo, kot sem v knjigi napisala, Spartakus je bil prvi komunist, Jezus je bil tudi komunist, iz svoje izkušnje v Jugoslaviji, ko sem prišla nazaj iz Berlina, me je pa tudi presenetil, recimo hodila sem v osnovno šolo v 7. razred, 8. razred v Ljubljani, in enkrat je pri zgodovini nadomeščal ravnatelj našo učiteljico za zgodovino. Ravnatelj mene osebno ni poznal, ampak je bila pa ravno tema inkvizicija v srednjem veku, in na kar reče ta ravnatelj, 4 priimke je povedal,
nas otrok in je rekel, no te in te in te hodijo v cerkev in se očitno strinjajo, da je bila inkvizicija dobra stvar. To me je zelo presenetilo, da je on sploh vedel, kdo smo, tudi na pogled je vedel, kdo smo, čeprav nikoli z nami ni govoril. Te določene stvari so mi bile zelo, zelo čudne in negativne. Sem pa prinesla s sabo tudi par učbenikov iz Berlina, tako da mogoče, ne vem, če vam zdaj pokažem, mogoče boljše, da kar zdaj pokažem. Imam 3 učbenike, to je učbenik za čtivo pri nemščini, bom kar dala sem. To je biologija, tam semle, pa lahko malo prelistate. To je pa glasba. Takole podala tja. Recimo v učbeniku za berilo je noter tudi par zahodnih pisateljev, kot recimo Mark Twain, še par drugih. Doma imam tudi eno knjigo, ki je bila napisana za otroke, o Abrahamu Lincolnu. Se pravi, ameriški predsednik, ki je iz nič postal predsednik, napisal je tisto knjigo en ruski pisatelj in je potem bila mladinska knjiga v vzhodni Nemčiji. Imam s sabo tudi par otroških knjig. In zanimivo, to je knjiga, ki je šla v vzhodni Nemčiji, je pa knjiga, ki so pravljice, norveške pravljice. Se pravi, vzhodno Nemci niso nikoli smeli na Norveško, so pa izdali knjigo norveških pravljic. Da mogoče, če želite pogledati. In eno tako zelo zanimivo knjigo za otroke, kako si moraš pomagati doma. Recimo, kako skrbiš za čistočo, kako povabiš svoje prijatelje na zabavo, kako kuhaš, kako, če greš na izlet ali pa na dopust, kako si moraš pospraviti kovček. Taka zelo poučna knjiga, in mislim, da je bil res šolski sistem v Berlinu zelo dober, razen tistega prizvoka komunističnega, recimo. Ker vse je šlo skozi to. Recimo za primer, če vam povem, imeli smo seveda ruščino, nismo imeli angleščine, po tistem, ko sem jaz odšla, so imeli tudi angleščino, 3 leta pozneje, ampak samo za tiste, ki so znali dobro rusko. Se pravi, New York, ta moj mož, Anin brat, pa ni maral ruščine, ker je mislil, jaz v Rusijo ne bom hodil, ker me ne zanima. In tudi ni se hotel učiti jezika ljudi, ki se mu je zdelo, da ga okupirajo v vzhodni Nemčiji, si je pa želel učiti angleščine. No in ko je prišel prositi, da bi se vpisal na angleščino, mu je bilo rečeno, kdor se ne nauči jezika prijatelja, se ne sme učiti jezika sovražnika. Torej ni imel angleščine. Ali so vse vaše dogodivščine opisane v romanu resnične, ali ste si kaj izmislili? Ja, nekaj je izmišljenega. V bistvu je tako, da je najprej obstojala tista verzija knjige v nemščini, ki sem jo napisala, ko Anja ni hotela sodelovati. No, pozneje, pa ko sem prišla do Slovenske matice, mi je glavna urednica rekla, da ta nemška knjiga jih zanima, zato ker pač pripovedujejo v nekem času, ampak način, kako je opisana, ni
ni tako, kot si oni želijo, a ne, da mora biti več dialogov noter, a ne. Tako, mislim, več dialogov, to je samo en primer, kaj je želela drugače. No, tako da pravzaprav vsi dialogi, ki so v knjigi, skoraj da vsi, so izmišljeni, a ne. To je ena stvar. V nemški verziji, te originalni, je samo 5 dialogov, mislim, da 5 dialogov. To so pa točno tisti stavki, ki so bili izrečeni. Recimo takrat, ko Anja in jaz odhajava od doma s culo na rami, pa oče odpre vrata, ne, pa reče, izvolite princeski, a ne, to je resnično. Ampak vse drugo je nekako izmišljeno, ne. Ne vse drugo, ampak dosti drugega. Kaj je tudi izmišljeno, je recimo, mislim, jaz sem se skušala vživeti v svoje otroštvo, kako sem čutila takrat, a ne, tako da dosti tega sem morala podživeti. Ampak že v prvem delu, kjer opisujem mejni prehod, da mi vzamejo medveda. No, zdaj bom pokazala te moje igračke. Najprej je tukaj moj kuža, ta najmanjši. To je kuža, takle je, mali. Fajn ohranjen, ja. Potem je tu opica, ona malo večja. Potem je pa tu Medo, moj najljubši. Tukaj je, a ne, vidite, kako je velik. No in v vzhodni Nemčiji so pač iskali literaturo, tujo literaturo, če jo skušaš prešvercati po domače v vzhodno Nemčijo, ne. No in ker je Medo tako velik, so ga dali na rentgen, a ne. To je v zgodbi. No, to se ni zgodilo. To se ni zgodilo, da bi mi ga vzeli in rentgenizirali. Bi se pa lahko. In ko je glavna urednica govorila z mano, kako naj jaz to knjigo napišem, je rekla, to knjigo romanizirajte. To ne rabi biti točno to, kar se je zgodilo, ampak naredite doživeto. In zato sem jaz pač ta dogodek, da mi ga vzamejo in da se bojim za medveda, dodala v zgodbo, ni res. Tudi ni res, da bi moja mama, da bi jaz vzela in da bi mi mami dovolila imeti Piko Nogavičko, knjigo sabo, ker je oče zabičal, da ne sme imeti nobenih knjig. Tudi tiste, ki so za otroke primerne, ker v vzhodni Nemčiji je razne možnosti, kaj je prepovedano. Tako da to, da bi mi na meji vzeli knjigo Pika Nogavička, se tudi ni zgodilo. Ampak to so pravzaprav edine 2 stvari, ki so opisane, pa se ni zgodilo. No, kot rečeno, dialogi so pa izmišljeni, glede na to, kaj bi lahko bilo. Tisti dialog na koncu v knjigi, ko smo v domu pri dedku, ko on reče, da prosim, ne hodite nazaj v Berlin, tisto pa je resnično. In tudi konec, ko pač dobimo telefonski klic, da je dedek umrl, tisto je tudi resnično. Drugače pa so dialogi izmišljeni. Ja. Nekaj ste že odgovorili, pa bom vseeno vprašala. Kaj je bila vaša motivacija, da ste napisali ta roman Pobeg brez meja? Ali obujanje spominov, ali umetniški navdih, ali potreba po denarju? Dobro, zanimivo vprašanje. No, prvo idejo, jaz nikoli nisem bila v šoli nekdo, ki rad piše. Sem pa res napisala ogromno pisem, glede na to, ko smo živeli v vzhodni Nemčiji, pa potem v Ameriki, takrat ni bilo interneta, večina mojih prijateljev ali pa sorodnikov v Jugoslaviji ni imelo telefona, tako da edino pisma so bila tista, kako smo ostali v stiku. Tako da pisma sem napisala ogromno, ampak da bi jaz zdaj karkoli napisala na to, nikoli nisem pomislila. No, potem pa, kot rečeno, ko sva se začela z Jorgom, Anjinim bratom, zbliževati in zaljubljati, smo pa tudi več stvari povedali iz otroštva, kaj je bilo in tako. In on, ker je bil pač mlajši od Anje in mene, 3 leta,
Se pravi, ko smo mi ga pobegnili, smo bili 8, on je bil pa 5. In on nič ni vedel za to zgodbo. Ne? Ko je slučajno prišel pogovor na to, da sem rekla, ja, veš, takrat, ko smo zadnjič pobegnili k mojemu detku, rekel, kam pa ste šli? Pa sem rekla, Jugoslavijo. Rekel, jaz pa nič ne vem, kako pa je to bilo. In potem sem mu povedala in njemu se je zdela ta zgodba tako luškana, da bi bilo pa treba to napisati. No in to je tisti večer, ko sem Anjo poklicala, pa rekla, nikakor ona ne bo sodelovala. Tako da v bistvu je bil Jörg tisti, ki je dal idejo. Potem pa sem še isti večer opustila to idejo zaradi Anjega negativnega odgovora. Leta pozneje, ko sem delala pa v tej ameriški šoli, je pa ena učiteljica v 3. razredu osnovne šole pristopila do mene in je rekla, veš, ta teden imamo bralni teden, kaj pa, če bi ti v našem razredu kaj prebrala, in sem potem privolila in sem brala kaj drugega kot Piko Nogavičko. No in potem so me otroci spraševali, tudi stari 8 let, zakaj pa ti je Pika Nogavička tako všeč, Potem sem nekako omenila, da kot otrok je bila prepovedana, v vzhodni Nemčiji, in nekako je prišla ta zgodba ven v pobegu. No, in ko je bil konc pouka, tisti dan, sta 2 deklici, stari 8 let, za roko sta se držale, ena je bila Švedinja, Tuva je bilo ime, ena pa ena slovenska deklica Zala, ki sta bile strašni prijateljici in me ves čas spominjali na Anjo in mene, prišli do mene in sta rekle, gospa Ksenija, vi pa morate to napisati. No, to je bilo leta 12, se pravi, 14 let potem, ko je Jörg rekel, to bi mogel napisati. No in tisti večer sem začela pisati in potem nisem mogla nehati. Anje sploh nisem več vprašala in ko sem imela napisan, sem Anji dala manuskript. Se pravi, to je bil v bistvu ideja nekoga drugega, umetniškega, v bistvu obujanje spominov, bi nekako rekla, umetniški navdih nikakor ne, potreba po denarju pa tudi ne, ker v računalništvu sem kar dobro zaslužila. Tako da, hvala. Mirico vam, Marija ima se naprej, Ančka ima čisto na koncu. Kdaj ste pa napisali ta roman? Kot rečeno, najprej bila ta nemška verzija, napisana oziroma izdala sem jo leta 2016, ampak knjiga v taki obliki kot to ne obstaja, samo elektronska knjiga. Potem sem čez par let, ko so moji slovenski prijatelji rekli, da to je pa sramotno, da ti kot Slovenka imaš knjigo v nemškem jeziku, sem jo prevedla in potem leta 2019 sem vstopila v Slovensko matico kot totalno neznani avtor in glavna urednica me je sprejela, kar me je totalno začudilo. In potem je ona si ta moj manuskript prebrala, rokopis prevoda in je potem predlagala te spremembe, pa je prišla korona. In potem sem v prvem pol letu korone napisala to knjigo tako rekoč na novo. Potem so bile pa, se pravi, korona je bila, razne stvari so se dogajale, potem je Slovenska matica se odločila, da bo obudila zbirko, ki je zamrla ob koncu Prve svetovne vojne, če se spomnim pravilno, se imenuje Zabavna knjižica. In potem je bilo rečeno, da seveda prva knjiga, ki izide, mora biti nek slavni pisatelj, slovenski, tako da jaz nisem bila to. Tako da Feri Lajnšček je bil tisti in potem moja knjiga, potem naslednja. Se pravi, ta knjiga je šla lani septembra. Komu je po vašem mnenju to delo namenjeno? To delo v bistvu je napisano kot mladinska knjiga.
se pravi za otroke, da spoznavajo, v bistvu to je bil tudi cilj, spoznavanje življenja v tedanji vzhodni Nemčiji. Ne? In tudi razne meje, pa železna zavesa, to je nekako bilo tudi namen te knjige v sklopu tega pobega, pa odnosi v družini. Kot rečeno, napisana je kot mladinska knjiga, ampak namenjena je pa v bistvu vsem, ki si želijo prebrati knjigo, ki je nastala, ki opisuje to obdobje. Tako da tudi odraslim, ja. Tudi doktorjem znanosti. Ampak tudi mlajšim otrokom, če bi želeli brati, ne? Ampak načeloma recimo 10 let in več. Zakaj ste se odločili, da bo knjiga opremljena tudi z vašimi fotografijami? Jaz imam vedno rada knjige, ki imajo kakšne risbe ali pa fotografije, ker se mi zdi, da ne da bolj doživiš, ampak bolj si nekako mogoče znaš predstaviti. In če je to avtobiografsko, je potem zanimivo videti, kako ta oseba izgleda, ali druge osebe, ki opisujejo, ki so navedene v knjigi. Čisto tako, kar bi jaz želela videti, če bi jaz vzela eno knjigo. Recimo, kakšne avtobiografske knjige vedno gledam tiste slikce, najprej prelistam slikce. Zdaj se vam zdi pomembno, da je delo ilustrirano. Kako ste se sodelovali z ilustratorji? Ja, v knjigi so fotografije, odločili smo se z urednico mojega teksta, da bo knjiga imela pač fotografije, ki bodo v črno-beli barvi. Ker ene so bile pisane, ene so bile barvne, ene so bile črno-bele in to potem malo zmeda, če ima tako, Tako da vse so fotografije črno-bele. In zelo fajn bi bilo imeti kontrast na to, neko lepo risbe. Potem smo malo se pogovarjali, kdo bi bil ilustrator. In jaz sem imela sicer par predlogov nekih svojih znancev, prijateljev, ki tudi ilustrirajo. Ampak potem je Slovenska matica predlagala Petra Škerla in sem pogooglala seveda, kakšne so njegove ilustracije in so bile strašno všeč. Tako da je bila zelo lahka izbira. Zakaj ste na koncu knjige dodali še pojasnila različnih pojmov in letnic? Ja, glavna urednica mi je rekla, da je svojo knjigo, to originalno nemško prevedeno v slovenščino, dala brati enemu svojemu otroku. In ta otrok je bil čisto zmeden, kako je to za temi mejami, kje je vzhodni Berlin. Zakaj je zahodni Berlin v vzhodni Nemčiji, pa ne v zahodni. In tako sem sklenila, da bi bilo fajn, da je nekaj tazga noč, koga malo bolj zanima. Tako da to, zato. Hvala. Ste že utrujena? Ali ste izdali še kako knjigo? No zdaj, če se lahko reče, da je na elektronski obliki tudi izdano, potem sem izdala tisto nemško originalno. Zdaj pišem nadaljevanje te knjige, ki se bo v bistvu dogajalo, ko smo bili v puberteti in kaj pride potem. Tako da s tem je pa ta zgodba celoti zaključena, Anja pa jaz je zaključena. Drugače pa pišem družinsko kroniko. Se pravi, 3 deli so, mamina stran, očetova stran
in potem od leta 53 dalje, ko se mama in oče spoznata našo stran. Ampak to nisem mislila, da bi jaz to sploh objavila, to bi jaz dala samo kopirati in dala družinskim članom. To je nekako moj otrok, recimo, ker pač nimam jih. In moja mama me malo heca, da ker nimam otrok, sem se vrgla na prednike, a ne? Da ne vem, je to res, ampak mene to zanima. In tudi recimo, ko pridem v ta kraj, odkudar je moja mama, to je grad na Goričkem, in stopim v tisto cerkev, pa vidim oltar, ki je baročni, se mi zdi, wow, pred tem oltarjem so se vsi poročali, rojevali, bili krščeni, bili tu v krsti, skratka, če pogledam oltar in tudi cerkev, vidim čisto isto, kot so videli pred 300 leti moji predniki. Nekako mi to nekako dosti pomeni. Tako da zdaj to pišem. No, pa ker vključujem v to kroniko tudi, kaj se v tistem kraju nekako dogaja, ne dosti, ampak malo. In se seveda ta kronika v vasi nanaša tudi na druge ljudi, ki so poznali moje stare starše, pa prastarše. Je ena sogovornica rekla, da se zdi škoda, da ne bi bilo to objavljeno. Tako da je pa tega raziskovanja še ogromno. Tako da ne vem, bomo videli, kam to pride, ampak zaenkrat se malo dotikam te knjige, enkrat skačem v te, malo mi energija peša za to, pa grem nazaj na uno. Ja. Ampak objavljeno je ta knjiga, izdana je ta knjiga v papirnati obliki in tista nemška v elektronski obliki zaenkrat. Upam, da še kaj bo. Vsi ste še mlada? Koliko ste stara, da vas še to vprašam? Stara sem 62 pa pol. Še mlada, meni bi bila dvakrat hči. Še malo gospa Tončka, ampak mislim, da ste tudi že odgovorili, ne? Ja. Tako ste že odgovorili. Ali še pišem? Ja, pišem. Ja, pišem. Dokler so otroci hodili v šolo, so pa res pisala pisme, pesence, da pač za otroke. Ja. Da se ponehala s tem. Ja. Dosti ljudi, ko jih srečam, me preseneti, kako dosti ljudi piše stvari. Recimo od mame, sestra, ki je mlajša bila od mame, ampak je že pokojna žal, je pisala pesmi. Tega noben ni vedel. Zdaj je njena vnukinja našla en zvezek s pesmimi. Tako da recimo, zdaj da dosti ljudi kaj piše, ne? No, ampak skoraj vsak. O, lepo slišati, no. Jaz ne. Drugače me pa vsi bolj navdušujejo, da bi končno začela spet risati. Če sem včasih risala. Ampak nekako mi je zdaj tako lušten pisati, no. Ampak odkar je mami padla, sem nekako izgubila energijo, ampak zdaj, ko mami spet boljš, je se spet nekako začelo, da bi pa res še kaj napisala. Najlepša hvala. Imeli ste super vprašanja, tako da sem morala kar fejst razmišljati malo, ne? Ja, samo čuvajte se, da ne boste dementna. Ja, saj mislim, da pisanje pri tem pomaga. V današnjem času zelo mladi ratujejo dementi, tako da se je treba temu kar izogibati. Zato mi se bomo zdaj v imenu tehle pisateljic zahvalile vam res iz srca, kako lepo sta nam predstavili knjigo in v zahvalo vam bi zapele eno belokranjsko. O, čudovito. Hvala. Samo počakajte tu, da se Še zašla. kdo? Še kdo še za nami? Ja, še povedala. Prav. Jaz bi samo tvoje. Ves čas, ko sem poslušal ta tekst, lahko jaz ga ti govorim, Ja, pa dajte. ni problem. Ves čas, ko sem poslušal, sem dobil občutek, kot da jaz živim nekje drugje, ne v Evropi. Ker vse je na
svet, verjamete mi, pa sem predsega, on ne pozna, kje je, da ne govorim, da Slovenija, to je zdaj druga stvar, ker smo pač nekaj v svoji zgodovini nismo bili samostojni, da bi to ocenili. Zato bi zelo dobro bilo, da v novi izdaji nekje unesete, kakorkoli se bi to dalo, to bo se rekel, da bo vedel, tudi taman, ena je rekla tle, da 5-letni ne ve, kje je zahodni, pa kje je. Torej, da bi videli in imeli to skico pred sabo, da iz vzhodnega Berlina v zahodnega priti ni bilo lahko. Ja, bilo nemogoče, ja. Ja. Torej, zakaj so pol vas prepovedali? Tega odgovora ni noter. Tudi zdaj v pogovoru. Da so srečanja bila na vrhunskem nivoju, tudi reprezentantov. Bi vprašal zdaj nekdo, kako so pa potem igrale Velenjčanke, Fuzbale, pa nemška državna reprezentanta, če se ni dalo. Torej, da bi postavil ljudi v tisti čas, da si vsak znal predstavljati, kje je. Pa da si moral, po sami Nemčiji papir se bo imeti, da si ga premucajo, pa ga dal nazaj, da boš na drugi strani pred pokazal, pa nazaj. Tega samo tole mi zdaj hvali, da je bil to en lepi povojni zemljevid Evrope. No, prav zemljevid, fizičen zemljevid je v knjigi, a ne? Ampak jaz sem skušala prikazati, kako preko otroškega spraševanja in življenja tam, a ne? Kako, kdo sme, kdo ne sme iti čez meje, a ne? Iz katere meje, a ne? Kar se tiče športnikov, ne, je bila pa čisto druga stvar. Športniki so pa bili posebna elita v vzhodni Nemčiji, izredno zastraženi, isto kot umetniki, recimo baletke, operni pevci, igralci, pisatelji, tudi nekateri, oni so smeli iti, a ne, drugam, ampak pod določenimi pogoji, a ne, in so bili tudi sami zelo, zelo zastraženi, a ne. Recimo en primer, dveh, ki sta bila pol že stara čez 65, a ne, čez 65 si pa smel iti. Se bila glih ta moja učiteljica, gospa Hartmann, pa njen mož, ki sta mojim staršem enkrat napisala kartico, kjer je pisalo, na dopust letos greva pa v Živogošče. Ste že kdaj slišali za Živogošče? Ste? Okej. No, mi takrat nismo še vedeli, kje je to Živogošče, sliši se totalno poljsko nekako. Moji starši so si mislili, lepo, greste na Poljsko, ne. No, potem leta pozneje, ko je Berlinski zid padel, sta pa rekla, veste, midva sva bila v Jugoslaviji v Živogošču in so vsak dan čakala, da bosta prišla, ne. Ker ona pa nista smela napisati, greva v Živogošče Jugoslavijo, ker to bi potem bilo zelo jasno tistemu uradniku v Stasi, da sporočajo jugoslovanskim državljanom, da ne pridejo tja. In v vsaki skupini, seveda sama nista šla tja, to je bila skupina, čeprav so šli na morje. V vsaki skupini je bil seveda tudi Stasi eden ali dva, ki sta kontrolirala, kaj drugi delajo. Sam noben ni vedel, kateri je v Stasi, tako da sta bila ona zelo, zelo žalostna, ker v bistvu njun dopust je bil zelo žalosten. Vsak dan sta čakala, da prideta moja starša v Živogošče.
No, tako. No, skratka, jaz sem želela prikazati v bistvu tisto življenje tam in kaj se sme in kaj se ne. Ja. Mene pa zanima, če smem vprašati, ker sem prej slišala kritiko na knjigo, ker ste se pogovarjali, je rekla Zarika, da tudi nekaj, kar vam ni bilo všeč, ali je pomanjkljivo bilo, kot ste vi zdaj omenili. Kaj bi vi predlagali drugače ali dodatek? Se spomnite od zadnjič, ko ste imeli neke pripombe? Premalo izobraženi, da bi dali kritike. Nam je bilo krasno, tekoče, napisana, kar smo mislili vprašati, smo vas vprašali, drugače pa v glavnem mi to živimo za zabavo. Aha, no lepo se zabavati, se da super. No, fajn. Ja, potem pa najlepša hvala vsem vam, da ste brali mojo knjigo. To mi je zelo počaščeno, ker sem pač čisto avtor in Medo, Opica in Kuža se pridružijo in se tudi pokimajo.